Četrta tekma, četrta zmaga. Zmagovita serija se je nadaljevala tudi v narekovajih gostovanju. V Dravogradu, kajti na tribunah je prevladovala vijolična barva. Proti novincu v ligi se je končalo s prepričljivo zmago kar 5-1. Za nagrado pa še samostojno prvo mesto na lestvici. Great performance for the first minute. We keep the tempo. So I think the coach and the staff is very good. Also the team is very good. So everybody happy. Yeah, it's very good. We are on top of the league, but you have to keep going because it's not easy. Everybody knows that. The Olympia, Domžale, Gorica, Celje, they have a lot of good team in this league, so we have to work very hard each day. V primerjavi z zadnjimi tekmami je po načelu rotacije priložnost dobilo nekaj svežih nogometašev. Tako so od prve minute igrali Bilong, Pihler, Mešanović, Hotić in Kramarić. In prav Martin Kramarić je že v drugi minuti unovčil globinsko podajo Hotića in napako nasprotnega vratarja za hitro vodstvo in za svoj premierni gol v vijoličnem. Ja, nekaj posebnega. Zdaj upam, da se bom navadil tega feelinga, da bo čim več tega. Ja, jaz zdaj Dinota že poznam 3 leta in točno vem, ko ima tale občutek za pas in tale vtekanja že ga dolgo poznam in vem, kam cilja in vse, tako da mi je že pred tekmo rekel, da ne tečem, tako da se je obrestovalo. Le 2 minuti kasneje ponovno v glavni vlogi Kramarić, tokrat za las nenatančen. V 18. minuti sta lepo sodelovala Zahović in Mešanović. Le minuto kasneje nov zadetek, toda sodniki so ga neopravičeno razveljavili, po podaji Vilerja je bil natančen Hotić. Enkrat in edinkrat so v prvem polčasu poskusili domačini v 32. minuti, strel Princa pa je suvereno Handanović izbil. Namesto izenačenja pa povišanje vodstva v 35. minuti ponovno je bil v vlogi asistenta Hotić, Pihler pa z glavo neobranljivo pod prečko. Ob koncu polčasa še ena kombinacija, tokrat podaja z desne strani Palčiča, Zahović pa z glavo mimo. In tako kot se je končal prvi polčas, se je nadaljevalo tudi v drugem. V 52. minuti sodelovanje Zahovića in Hotića in vratnica. Sledila je lepa akcija v 54. minuti po levi strani, po podaji Vilerja pa Mešanović. In le 2 minuti kasneje povišanje vodstva ponovno sta kombinirala Hotić in Kramarić, tokrat do zaključka Hotić in s čudovitim zadetkom je povišal na 3-0. Sledila je še ena globinska podaja proti Zahoviću, ki ni bil natančen. Potem pa še en razveljavljen gol po podaji Zahovića, tokrat Kramarić. V 60. minuti pa vnovič Martin Kramarić, tokrat preko gola. Ankarančani so znižali rezultat v 63. minuti, podajo z leve strani je unovčil Kidrić in z glavo neobranljivo premagal Handanovića. Sledila je serija menjav in Damjan Bohar je takoj po vstopu v igro opozoril nase z lepo podajo s peto za Vilerja, ki je meril mimo. Na drugi strani v 71. minuti udarec Sklapana Handanović odbil. V 75. minuti nova samostojna akcija Damjana Boharja, ki pa je meril nenatančno.
Potem pa povišanje vodstva na 4-1 v 81 minuti, kapetan le nekaj minut po vstopu v igro, po asistenci Boharja neobranljivo v desni spodnji kot. Tudi zadnja menjava na tekmi je opozorila nase, tokrat Valon Ahmedi, ki je poskušal podati v 90 minuti do Boharja, toda Delgado se je omešal in žogo preusmeril v lastno mrežo. 90 minuta in 1-5. Najbolj prepričljiva zmaga v sezoni. Do naslednje tekme sedaj nekaj več premora, vmes pa se bo treningom pridružil tudi povratnik Martin Milec, ki je tekmo tokrat spremljal še s tribune. Martin je odličen igralec, tu je doma. Sodelovala sva, z njim je jasno ta konkurenca oziroma neka rešitev dodatna tu na desnem boku in pa mogoče tudi kje drugje. Fant je v 3 letih nabral polno nekih novih izkušenj, dodal tem iz Maribora, kjer je Evropo že uspešno igral, tako da jaz sem zadovoljen, da ga imam. Želim mu odlično formo pri nas. Naslednja ligaška tekma v nekoliko neobičajnem terminu, nasprotnik bo že v petek zvečer v Ljudskem vrtu Domžale.